Povedala vam bom zgodbo o čudežu na sončni strani Alp. To ni pravljica. To je resnična zgodba o nastanku naše lastne države. Naše Slovenije je ena najlepših in najbolj navdihujočih zgodb. Poldrugo tisočletje, morda tudi dlje vztrajamo pod temi gorami. Ne ujme, ne vojne vihre nas niso pregnale. Izgubili smo kamen, na katerem smo ustoličevali svoje vladarje. Jezika, pesmi in sanj nam niso vzeli. Preorali smo deželo, zasadili trto in splavili ladje na morje. Med prekmurskimi ravnicami in Tržaškim morjem, med Karavankami in belokranjskimi griči smo zgradili mesta in cerkve, šole, gledališča, tovarne, zbornice, akademije. S 4 milijoni pridnih rok se ne bojimo samostojne prihodnosti. Državni praznik je poseben dan. To je prazničen dan. Praznujemo nekaj posebnega. Državni praznik je tudi dan, ko ne delamo. Vsaka država ima drugačne državne praznike. Nekateri državni prazniki obeležujejo začetke države. Takšen je tudi dan samostojnosti in enotnosti. Praznujemo ga 26. decembra. spominjamo 26. decembra 1990. Slovenska politika je tedaj razglasila rezultati plebiscita. Plebiscit so posebne volitve, rečemo mu tudi ljudsko glasovanje. Na volitve so lahko šli vsi polnoletni državljani Slovenije. Na
Na plebiscitu so se odločali o tem, da Slovenija ne bo več del Jugoslavije, da postane samostojna država. Slovenija je bila do leta 1991 del Jugoslavije. Jugoslavija je bila sestavljena iz 6 držav. Imenovali so se republike. To so bile Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Slovenija. Želeli so več pravic. Rekli so, da pri sprejemanju odločitev v Jugoslaviji njihov glas ni tako pomemben kot glas ostalih republik. Slovenski politiki so se odločili za osamosvojitev. To pomeni, da so se odločili, da se bo Slovenija odcepila od Jugoslavije in da bo postala samostojna država. Misja
da bodo o samostojnosti Slovenije odločali državljani Slovenije. 23. decembra je bil v Sloveniji zato izveden plebiscit. Na njem so Slovenci odločali, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. So ustvarili učenci glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenja. Na volitve je prišlo zelo veliko ljudi. 26. decembra 1990 so razglasili rezultate plebiscita. Skoraj 90% volilcev se je odločilo za samostojnost Slovenije. To je ogromno. Po razglasitvi rezultatov so imeli politiki pol leta časa, da pripravijo vse za novo državo. Pripraviti so morali na primer nov denar, vojsko, zakone, v katerih je pisalo o Sloveniji. Slovenijo so za samostojno državo razglasili pol leta po plebiscitu, to je 25. junija 1991. Vsako leto praznujemo Dan samostojnosti in enotnosti. Dan samostojnosti in enotnosti je pomemben praznik za Slovenijo. Očka, kaj je domovina? Domovina naša, zelena je država. To so žitna polja, toplo morje in zasnežene polja. To so stavbe in tovarne, rudniki in vsi dobri so. To je naša lepa pesem. To so besede, ki jih govoriš. To prelepe so vasi in lepa mesta, kjer živeti si želiš. Slovenija, moj dom prelepi. Srečni smo, ker mir je v njem. Čiste reke, lepe gore, Triglav vlada v srednji. Kamor pridejo turisti, Jadran pod soncem zažari. Kraške jame in kmetije, vsem ljudem odprejo oči. Čeprav majhni smo državi, srca naša so velika, zato vsi so dobrodošli. Slovenija se kar svetli. Domovina je kot duša in srce, ki premaga vse, tudi največje srce. Domovina je dom, kjer živimo in se ničesar ne bojimo. Imamo jo v srcu spominom na lepoto. Lepa je dežela naša in dobra, kakor čokoladna kaša. Želimo si, da živimo in letimo kakor ptice do uspeha. Slovenija, hvala ti, ker si. Slišane pesmi so napisali šestošolci Anaja, Ema, Katerina, Vid in Žan.
dejavnosti ter srečno novo leto!